Še enkrat ponoviva. Ogrevanja nikoli nisem marala, ampak bolje ogrevanje brez treninga kot trening brez ogrevanja, kaj ne? Vsekakor. Ja, telo je treba pripraviti na primerno delovno temperaturo, zato preprečimo s tem poškodbe in nekako vpeljemo malo višji srčni utrip, malo poženemo kri po žilah, pripravimo telo, da se lahko potem spelje sam trening. Nisem stara 13, očitno, ampak če bi bila, katere vaje so zame primerne? Čim bolj vaje z lastno telesno težo, čim več oponašanja naravnih gibalnih vzorcev, recimo počepi, spadni koraki, kakšne lastovke, kjer se v bistvu tudi koordinacija, ravnotežje trenira, ne samo čista moč. Ni to hec, to je fitness. Recimo sklece, čim bolj kompleksni gibi, za hrbtne mišice, za držo. Po vašem mnenju, koliko naj bi se mladi osnovnošolci sploh ukvarjali s tem, kako so videti svojo telesno težo, s svojimi mišicami? Ja, v idealnem svetu čim manj. Več kot se gibaš, bolj kot zdravo ješ, bolj kot pametno živiš, lepši si. Izžarevaš neko lepoto in se potem ni treba ukvarjati sploh s tem, kaj lepota je. Kako se sploh obrniti? Tukaj se usedete in se uležete. Tako, pa paste glavo tukaj. Katere vaje so tiste, pri katerih mladi v fitnessu delajo največ napak? Največ napak je ponavadi pri tem, da si dajejo prevelike teže. Da že čisto osnovne vaje ne znajo pravilno izvesti, ko je pa teža prevelika, je pa seveda absolutno narobe izvedena in možnost poškodb je še večja. Zdaj pa še en super del treninga, to je hrana. Kako pomembno je, da razmišljajo mladi tudi o hrani? Če mi mišice ne nahranimo, ne bodo rasle in se bodo spet poškodovale. Tako da beljakovine, in zdaj se veliko govori o teh beljakovinah, so res zelo pomemben del na našem jedilniku, ko se lotimo treninga, takega ali drugačnega. In še nekaj. Naše telo nam omogoča ogromno zabavnih zadev. Zato lepo skrbimo zanj in imejmo ga radi.